Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni. O trenutni epidemiološki situaciji, cepljenju, zdravljenju in ostalih izzivih povezanih z epidemijo COVID-19 bodo danes pregovorili minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, namestnik vodje delovnega paketa klinična obravnava in zdravljenje pri posvetovalni skupini na NIJZ, sicer pa infektolog na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na UKC Ljubljana, profesor dr. Janez Tomažič, vodja posvetovalne skupine pri NIJZ in predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje magister Tadej Ostrc, strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Teja Stegne Ignjatovič. Zdravstvenemu domu Ljubljana se obenem ob tej priložnosti zahvaljujemo za gostoljubje. In pa vodja službe za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje Tanja Petkovič. K besedi najprej vabim ministra. Andreja, hvala. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom pravzaprav zelo kratek. Tisto, kar smo zastavili poleti, zdaj, ko je prišla jesen, se je udejanilo. Besedo ima naša stroka. Sistem ali pa vse, kar smo zastavili, funkcionira. Posebej bi opozoril na izjemno tvorno in učinkovito sodelovanje med NIJZ, med MZ in vsemi izvajalci. Ob tej priliki bi se tudi zahvalil vsem zdravnikom in medicinskemu osebju, ki tudi tvorno sodeluje, upošteva navodila in tako naprej. Bi se pa obrnil seveda na širšo javnost v kontekstu COVID je z nami, prihaja gripa, prihaja jesen. Danes smo v zdravstveni ustanovi, ob tej priliki zahvala zdravstvenemu domu, da smo lahko tukaj, se pravi v prvih bojnih linijah. Imamo maske, znamo se pravilno obnašati in tako pravzaprav gremo skozi celo jesen in zimo. To je naš namen, da pravzaprav COVID sprejmemo, da je z nami, da znamo živeti z njim, da ostanemo zdravi, da če smo bolani, ostanemo doma. O vseh podrobnostih bodo govorili strokovnjaki, ker je beseda njihova. Z moje strani še to, da v bistvu, kar se tiče vloge Ministrstva za zdravje, mi bomo naredili vse, da zdravstveni sistem ne ustavljamo. Torej, da vsi programi, vse storitve tečejo. Na srečo imamo zdaj močna orodja, to je prilagojeno cepljenje, mi moramo zaščititi pravzaprav vse rizične skupine, imamo zdravila, imamo jasne protokole in jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli. Na ministrstvu in tudi na vladi seveda ostajamo na stališčih in jih tudi trdno zasledujemo, torej ostajamo odprta družba, zavedamo se, da COVID je med nami in apeliramo na vse ljudi, da ostanimo zdravi in sprejmimo pravzaprav neko novo realnost, ki nas čaka najverjetneje tudi naprej, ne samo s COVID-om, ne samo z opičjimi kozami, verjetno bo še kaj, ampak smo kot družba pripravljeni na vse izzive, ki nas čakajo in smo pripravljeni tudi na to, da naš zdravstveni sistem ohranimo tak, kot je, da bodo vsi pacienti prišli do zdravstvene storitve, ki jo potrebujejo. Takrat, ko jo res tudi potrebujejo. Tako da z moje strani še enkrat poziv ljudem, vemo, spremljamo, COVID je z nami, naučimo se živeti s COVIDom, vendar ni izrednih razmer, poskušamo to jesen in to zimo pravzaprav preživeti tako, da bomo spomladi še bolj odprta družba in nam bo lažje. Tako da hvala za enkrat. Hvala, gospod minister. Zdaj bomo besedo predali profesor doktorju Janezu Tomažiču, ker se mu potem mudi nazaj na kliniko. Doktor Tomažič nam bo povedal nekaj več o samem zdravljenju in o zdravilu. Izvolite. Vsi lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Kliniki oziroma vsi zdravniki imamo v zadnjem času na voljo kar veliko orožij, s katerimi lahko obvladujemo COVID-19. Seveda je temelj, še vedno moramo omeniti cepljenje, ki je najučinkovitejše, najbolj dostopno
enostavno in tudi varno in najcenejše. Omenil bi novo zdravilo Paxlovid, katerega glavna lastnost je, oziroma ima več dobrih lastnosti. Pomembna je, da je to oralno zdravilo in je zelo učinkovito, za skoraj 90% zmanjša potrebo po hospitalizaciji in še večjem deležu smrtnost. Poleg tega je tudi zelo varno, ampak tu je treba povedati, da zdravniki, ki predpisujejo to zdravilo, ga morajo dobro poznati. Namreč zdravilo ima dve učinkovini, ena je farmakološko aktivna, zavre življenjski krog virusa, druga pa v bistvu ojača to delovanje. In to drugo zdravilo se potem lahko vpleta v součinkovanja z drugimi zdravili. Vemo, da ta zdravila predpisujemo predvsem starejši populaciji, ki ima veliko bolezni, komorbidnosti, veliko polifarmacije, to pomeni, da prejemajo številna zdravila in zato je treba biti previden. Kljub temu, da zdravilo damo samo 5 dni, je vseeno pride lahko pri določenih dodatnih zdravil do součinkovanja. Če omenim samo zdravila proti strjevanju krvi, je treba biti pozoren, ker lahko pride do krvavitev, lahko pride do tromboz. Skratka, zdravniki morajo biti s tem seznanjeni in to smo v zadnjem obdobju počeli preko zbornice in pisno navodila in tako naprej. Vedno je treba pogledati ta součinkovanja in to je zelo enostavno, lahko imamo na telefonu aplikacijo, mednarodno združenje, ki to posodablja in lahko to pogledamo oziroma se posvetujemo z infektologom ali pa farmacevtom. Še en logistični problem pri tem novem zdravilu je, da ga je treba dati v roku 5 dni. In logistični pomeni, da mora se testirati oseba, priti do zdravnika, vemo, kako je to včasih težko in potem, ko je pri zdravniku, če se vse je indikacija za zdravljenje, predpiše zeleni recept in oseba gre v lekarno in zdravilo dobi. Skratka, prej dobi zdravilo od začetka bolezni, bolj je učinkovito. Še nekaj poudarjam, mreža za zdravilo, dostopnost mora biti enaka ali v zdravstvenem domu Metelkova, ali v Idriji, ali nekje v Prekmurju. Skratka, vsi zdravniki morajo biti seznanjeni in seveda naši varovanci morajo imeti dostop do tega zdravila kjerkoli, lahko se dobi v lekarni. Poudarjam, da je potrebna dobra zdravstvena informacija, strokovna informacija za vse zdravnike, zdravstvene delavce na eni strani, na drugi strani pa tudi splošno prebivalstvo, da ve, komu je to zdravilo namenjeno. Namenjeno je predvsem osebam, ki imajo imunsko pomanjkljivost, hudo imunsko pomanjkljivost. Vemo, da se te slabše odzovejo na cepljenje, da so dovzetne za večkratne okužbe, da pri njih poteka bolezen huje in tudi lahko dolgotrajno, kar nekaj tednov lahko vročino. To so osebe, potem pa vsi starejši od 60 let, še posebej, če imajo kakšne dodatne bolezni in pa tudi osebe s prekomerno telesno težo. Dobro, da informirano splošno javnost, da tudi svojci, prijatelji od teh oseb, ki so starejše, pa pogosto ne sledijo, pa ne vejo za to možnost. Skratka, splošna javnost je pomembna, da ve, da imamo zdaj nekako nova orožja v rokah. Torej, kaj je še možno? Imamo tudi še zdravilo, ki smo ga zdaj uporabili, to je remdesivir, ki se ga daje v žilo intravensko, ampak je potrebna hospitalizacija, je tudi zelo učinkovito zdravilo. In v zadnjem času imamo tudi novo monoklonsko zdravilo, torej sestavljeno iz 2 monoklonskih protiteles, to je zdravilo Evusheld, ki smo ga do sedaj uporabljali kot pre-exposure profilaksa, zaščita pred izpostavitvijo, predvsem za imunsko zelo okrnjene osebe. In to zdravilo se daje enkratno intramuskularno v glutealno mišico levo-desno
in 6 mesecev preprečuje, da bi oseba ponovno zbolela. Zdaj ima pa tudi indikacijo za zgodnje zdravljenje, kar je enako potrebno zelo zgodaj tudi dati v obdobju 7 dni. Prednost je, da se da intramuskularno v mišico in zanimivo zdravilo je tudi zato, ker ga torej uporabljamo za zdravljenje in hkrati preprečimo naslednjo okužbo v roku 6 mesecev. To so, bi rekel, glavna orožja, ki jih imamo na voljo v kliniki. Zelo pogosto primerjamo COVID-19 z gripo. V zadnje 2 leti, ves čas so neke primerjave. Torej, če zdaj pragmatično naredim primerjavo, če primerjamo cepivo, ki ga imamo proti COVID-19, z cepivi, ki jih imamo proti gripi, je neprimerno bolj učinkovito cepivo proti COVID-u. Zdravila, ki jih imamo na voljo, so neprimerno bolj učinkovita kot zdravila, ki jih imamo proti gripi. Še vedno je COVID hujša, nevarnejša bolezen od gripe. Vendar to, kar sem rekel na začetku, če uporabimo vsa orodja in orožja, ki jih imamo danes na voljo, torej cepljenje, zdravila, se, kar se tiče hospitalizacij in smrtnosti, približujemo gripi. Seveda, to, kar imamo na voljo, je treba uporabiti. Uporabimo lahko tako, da to vejo strokovnjaki, zdravniki, farmacevti in na drugi strani uporabniki. In kadar je to potrebno, tudi uporabimo. Cepljenje bom še enkrat omenil, upam, da so vsi tisti z raznimi čipi, da je to zgodovina. Jaz sem se 4. cepil pred 4 dnevi in imam še vedno samo eno glavo in še vedno samo originalni čip, ki ga imam od rojstva. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, kolikor imate kakšno vprašanje za dr. Tomažiča, prosim, če ga zastavite zdaj, ker se mu potem kot rečeno mudi. Izvolite, STA. Ja, mogoče glede tega fakta, da mogoče veste, koliko ljudi ga je do zdaj prijel, saj okvirno, kakšne so izkušnje, je pomagalo, je to v bistvu naredilo kar obljubljeno. Ja, zdravilo, kot rečeno, je učinkovito in varno. Mora biti v rokah pač zdravnika, ki se na njega spozna. Predpisano, jaz osebno sem ga že predpisal skoraj 10-krat in verjamem, nima zdaj statistike, ampak mislim, da se kar množično uporablja in odlično. Z eno besedo, novost, ki jo je treba zagrabiti z vsemi rokami. Ne. Ne. Torej, naredili smo veliko, bilo je posvet na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer je bilo 700 poslušalcev preko Zooma, želel bi si, da bi jih bilo 3-krat več. Skratka, potem smo tudi napisali to v razna glasila, potem v zbornične informacije, ki jih imajo online in po različnih bolnicah. Skratka, razposlali smo navodila, ki so zelo dobro napisana in torej vse možnosti so, da bi vsak se lahko seznanil s tem. Pripričan sem pa, da vsi zdravniki v Sloveniji tega ne vedo. Žal. In zato se mi zdi pomembno, da ponovno in ponovno podarjamo s temi zdravili. Jaz imam dolgoletne izkušnje tudi pri HIV-u, je tako, da jih je treba ponavljati, tako kot reklamo za Coca-Colo, ker vedno prihajajo novi, ki ne vejo, da je to nekaj najboljšega. V tem smislu. Mislite, da je bolj zdaj pa se odločajo ljudje za cepljenje kot prej ali za tako zdravilo, kaj mislite, da bo zdaj bolj? Ne, jaz mislim, da še vedno zdaj je prišlo pač novo cepivo, ki je kombinacija originalnega wuhanskega tipa 1 in pa zadnje variante BA4-5,
Tako da treba je energijo usmeriti še vedno v cepljenje. Cepljenje je absolutno, kot sem rekel na začetku, najučinkovitejše, najbolj pristopno, cenejše in tako naprej in tudi varno. Cepljenje je na prvem mestu. To velja za vse infekcijske bolezni. Če imaš na voljo cepivo, cepi se. To je pa potem izhod v sili. Mogoče še to še vedno velja to pravilo iz prejšnjih valov, da na intenzivnih oddelkih pa tudi na navadnih oddelkih prevladujejo necepljeni tudi prej. Zdaj večinoma prevladujejo ti, ki imajo hude imunske motnje, to so prejemniki presadkov, to so bolniki onkološki, ki imajo močna, bom rekel, to močna je ne, tak izraz, ki imajo pač zdravila, ki uničujejo predvsem protitelesno imunost, starejši bolniki, tisti, ki so bili cepljeni že več kot 6 mesecev nazaj. Skratka, predvsem ta je ranljiva skupina, ki imunsko oslabeli, pač se žal slabo odzovejo na cepljenje. Za te je zelo pomembno to, kar ste vi vprašali, da imamo ta orožja v rokah. Za številne je pa cepljenje dovolj. Skratka, predvsem ti, ki niso bili cepljeni, predvsem ogroženi zelo, niso bili cepljeni ali pa cepljenje že preveč oddaljeno. Kakšna pa je zasedenost v bolnišnicah zdaj? Ja, pri nas je kar dobra zasedenost, predobra, bom rekel. Skratka, vse te covidne postelje so zasedene, intenzivni enoti pa jih je seveda manj, kar vemo v obdobju omikrona, da ni tako patogen, virulenten, kot so bili prejšnje različice. Ali lahko zajamčite, da bo dovolj na razpolago zdravil in glede na to, da velike farmacevtske družbe že opozarjajo, da je določenih zdravil, predvsem za kronične bolezni, pa začelo primanjkovati? Torej, govorimo o covidu. Ja. Torej, zaenkrat, vedno, ko pride kaj novega, je vedno zadržek, strah, da bo zdravila zmanjkalo. Do zdaj se nikoli to ni zgodilo, kvečeno je kaj ostalo. Tako da zaenkrat je dovolj. Zaenkrat je dovolj, so potem tudi nova naročila, ki smo jih že izvedli. Tako da mislim, da z te strani ni strahu. Hvala. Kolikor nimamo več vprašanj za doktorja Tomažiča, se vam zahvaljujemo, vas lepo pozdravljamo. K besedi pa zdaj vabim vodjo posvetovalne skupine pri NIJZ, Marija Plakanda. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Kaj sploh še dodati, ne? Dajmo začeti z epidemiološko situacijo in kaj nas čaka. Še ena jesen in zima je pred nami, s covidom, z gripo. To so dejstva. Kakšna so še dejstva? Številke naraščajo okužb, kot je bilo napovedano, tako kot so projekcije povedale, že pravzaprav poletja, ne, da nas čaka ta jesensko-zimski val. Številke naraščajo tudi drugod po Evropi, torej tale jesenski val se je začel tudi v drugih državah. Avstrija recimo nas je prehitela pri številu okužb. Številke bojo verjetno po sedanjih projekcijah naraščale tam do druge polovice oktobra. Kaj se zgodi zatem? Sledijo še vedno hospitalizacije, tudi te, nažalost, se začnejo pač dvigati navzgor, situacija v intenzivkah še vedno zaostaja, ampak je precej ugodna. Kaj to pomeni? Dajmo postaviti res tista jasna dejstva. Ključno, kar je spremenilo pravila igre, je pravzaprav različica Omikron. Različica Omikron glede njene enormne pravzaprav kužnosti, že februarja 2022, ko smo imeli zelo veliko nefarmakoloških ukrepov, so številke okužb rasle zelo strmo. Imeli smo na dan več kot 20 000 okužb, spomnimo se. Kar je pa razlika pri Omikron različici je ta, da seveda ni tako huda, ne? Hospitalizacije je pa bistveno manj. Skratka, Omikron je še vedno Omikron in to velja tudi danes. Kaj je zdaj različnega, kaj je novega v tej, kako se bomo spopadali s to jesenjo in s to zimo? Ja, nekaj novosti, nekaj pa ostaja isto. Torej, Omikron za sedaj je še vedno Omikron. Imamo pa nova orodja. Slišali ste o zdravljenju. To spreminja pravila igre. In imamo nova prilagojena cepiva, ki so na voljo pravzaprav vsem. Toliko bolj seveda zaščita ranljivih skupin in vseh osebah pravzaprav nad 60 letom starosti je ključna. Kaj ostaja isto, vam lahko povem? Ostaja eno dejstvo tudi nespremenjeno. Na koncu te jeseni in zimi, ko se bomo gledali, kire države so bile bolj uspešne in kire države so bile manj uspešne, na koncu govorim torej
kdo bo preprečil čim večje število smrti. Pravzaprav bojo bolj uspešne države, ki so bile uspešne pri precepljenosti rizične populacije. Torej tiste, ki bojo najbolj uspešne z osnovnim cepljenjem in s poživitveni odmerki pri prebivalstvu nad 60 letom starosti. To pač se je izkazalo predhodno in se bo izkazalo pravzaprav tudi tokrat. Tako da tole je tisto, kar moramo narediti, da gremo nekako z farmakološkimi ukrepi. To je ta premik, ki se je zgodil povsod po Evropi zaradi omikrona in pravzaprav so farmakološki ukrepi zdravljenje in preventiva, še enkrat cepljenje, nova, prilagojena cepiva so na voljo, ki spreminjajo pravila igre. Pripravljeni smo seveda na vse, sledimo številkam, pripravljeni smo na vse scenarije, ampak kot ste slišali, kar si želimo, je iti z pristopom, ki temelji bolj na farmakoloških ukrepih, zdravljenje, preprečevanje hudih potekov bolezni, preventiva, cepljenje čez to jesen in zimo. Jaz tukaj ne bom dolg, kaj lahko sem naredim? Lahko se zahvalim vsem izvajalcem cepljenja tukaj za menoj, da omogočajo, da je to cepljenje dostopno, da vsak, ki se odloči za cepljenje, pač lahko pride do cepljenja v najkrajšem možnem času. Lahko ne moram ne izpostaviti domove za starejše občane. To je kritična lokacija, ker spet se bo pač spremljalo, kako uspešni bomo v, dajmo reči, obvladovanju COVID-19 letos in v naslednjem letu. Kakšne so razlike tukaj? Pač seveda tudi tukaj je precepljenost, naj bo visoka. Tisti, ki niso še pristopili z osnovnim cepljenjem in tisti, ki niso še pristopili s prvim ali drugim poživitvenim odmerkom. Vse to je sedaj na voljo, vse to je za izkoristiti. Zahvala svojcem, ki pomagajo izvajalcem cepljenja, da lahko v DSO-jih pravzaprav se cepljenje izvaja. In kar se mogoče velikokrat pozabi, zahvala samim oskrbovancem, vsem tistim, ki so se odločili za cepljenje, zahvala vsem tistim nad 60 letom starosti, ki so se odločili za osnovno cepljenje, ki so se odločili sedaj za prvi ali drugi poživitveni odmerek. Hvala, ker skrbite za vaše zdravje. S tem, ko skrbite najprej za vaše zdravje, skrbite pravzaprav za zdravje vseh nas. Pravzaprav zdravje je skrb za vse. Hvala lepa.